Noč, evo, končno, zdajle je tlelele avtoportret številka 3. Za vas imamo en cel kup finih avtov iz Alp. Je v Podgorje prišel športni kupé Alpine A110. Iz Podgorja v Izolo smo šli pa s Hyundaiom i10. Tudi kar fini avto. No in ko smo že pri finih avtih, dva zelo fajna imamo za vas preštimana. Volkswagena ID4 in pa Mercedesa S. Oba zelo fina. A ne, Minka? Ja. No, na obisk je prišel pa tudi en zelo fini pop, sicer ne rab posebne predstavitve. Dejan mu je ime, pa leto še na nobeni veselici v Podgorju ni igral. In preden gremo na Deci, skočimo pa še na Hrvaško, na VRC, potem pa še v Tolmin na prvo gorsko dirko letos. Nejce pripravil reportažo. Tudi kar fini pop. Ne, Mini? Selimo se v francoske Alpe. Pisalo se je leto 1955 in mladenič po imenu Jean Redel je na krilih zmag na relih začel razmišljati o nadgradnji svojega dirkalnika. Rodil se je dirkalnik Alpine A106, nadgradnja Renaultovega ljudskega modela, a Redel je imel velike načrte. Ustanovil je novo avtomobilsko znamko in jo poimenoval po svojem najljubšem dirkaškem igrišču – Alpah. Leta 1961 je luč sveta ugledal legendarni model Alpine A110. Ta majhen francoski kupé je Redelu prinesel svetovno slavo. Alpine se je namreč leta 1973 okitil s prvim naslovom svetovnega prvaka v reliju, pri tem pa premagal dva avtomobilska velikana – Fiata in Forda. Ampak to je zgodovina. Danes bolj kot kdajkoli Alpine ponovno živi. Predstavljamo vam model A110. Novi A110 je na slovenskih cestah prava eksotika. Poganja ga 1,8-litrski turbo štirivaljnik, ki ga najdemo tudi v športnem Meganu. Štirivaljnik iz Megana. No kaj pa je tukaj eksotičnega, boste rekli? Njegov položaj. Tukaj spredaj imamo prtljažnik. In to pomeni, da moramo motor iskati nekje drugje. Najdemo ga na sredini. In do njega dostopamo takole. In ta motor poganja tale, zadnji kolesni par. In to pomeni, da ne gre le za Megana v takšni fancy preobleki, ampak za popolnoma na novo zasnovan avto. Skoraj glava boli, ko razmišljamo, kje vse so francoski inženirji želeli prihraniti težo. Šli so skozi vsak posamezen del avtomobila. No, že školjka je povsem iz aluminija, sedeži so lažji in imajo le pol teže Meganovih. Tudi zavore so lažje in ne nazadnje, skoraj vsak del avtomobila je zasnovan tako, da je čim lažji. No, po kakšnem dobrem kosilu se nikakor ne usedite v ta avto. Dodali boste enostavno preveč teže. No, pa tudi v ovinkih ne bo preveč prijetno.
Masa avtomobila torej znaša le 1100 kg. Ampak tega ne boste prebrali v prometni, ampak boste začutili sami v zavojih. Občutek je, kot bi vozili reli dirkalnik, ampak reli dirkalnik iz nekih drugih časov. Surov, napadalen in z zadkom, ki je v vsakem trenutku pripravljen, da s pretiravanjem voznika prehiti prednji del avtomobila. In motor nam grmi neposredno za ušesi. In od zadaj prihaja vsa zvočna kulisa. Pihanje in žvižganje in kihanje turbine in pokanje in brbotanje v izpušni cevi. In čeprav imamo nekaj konjev manj kot pri športnem Meganu, je ta avto še hitrejši. Pri pospeških je še bolj poskočen. No, ampak pri pospeševanjih bodite previdni. Če tukaj na volanu držite tipko Sport, pridete do načina Track in takrat se izklopi vsa elektronika. In takrat bodo ta pospeševanja večinoma potekala na počes. Le s težavo boste avto ohranjali v ravni liniji, no morda pa si tega sploh ne želite. Pri pospeševanjih navduši tudi delovanje 7-stopenjskega samodejnega menjalnika. Gre za dvosklopčno tehniko, ki zares bliskovito prestavlja. No in to so seveda dobre novice, ker ročnega menjalnika ni v ponudbi. A110 pa ima tudi nežno plat. No, za njo poskrbi predvsem 7. prestava, ki omogoča zelo tiho križarjenje pri višjih hitrostih na avtocesti. No, pa tudi podvozje je za slovenske ceste povsem sprejemljivo udobno nastavljeno. Če vas ne boste zmotila dva mikro prtljažnika, v katera lahko pospravite recimo 2 banani, mikro odlagalna mesta v potniški kabini in pa vstopanje v vozilo po meri olimpijskih prvakov v gimnastiki, potem bi lahko bil to celo avto za vsak dan. Ampak Alpin to ni. Seveda, to je avto za športne užitke. In ne nazadnje, ta avto bo na zemljevidu avtomobilskih klasik v naslednjih desetletjih našel čisto posebno mesto. Garaža znamke Alpin bo namreč v prihodnje obsegala le 100% električne avtomobile. Ampak za tem avtomobilom še vedno diši po bencinu. In če kdaj se ob testih takšnih avtomobilov spomnimo, kaj je tisto, kar pravim avtomobilskim sladokuscem dviga kocine? In kaj je tisto, kar te kot majhnega otroka z velikimi očmi pripelje pred vrata religije, ki ji pravimo avtomobilizem? To je tisto. Pred kratkim smo skupaj z vami iskali najožjo ulico v Sloveniji. No, hvala vam za pomoč na Instagramu, sicer pa vsi, ki se nam še niste pridružili, ste vabljeni na naš YouTube kanal. Sicer nas pa najdete tudi na vseh preostalih družbenih omrežjih. Zdaj pa gremo na morje. Tokrat na slovensko obalo nismo prišli samo na ribice za pojest, ampak tudi iskati najožjo ulico v Sloveniji. No, najožjo,
Ampak naša znanstvena žilica nam preprosto onemogoča, da bi slednje objektivno ocenili. Smo pa zato pred kratkim na našem Instagram računu ustvarili mini anketo in vas povprašali, kje v bistvu v Sloveniji najdemo najožjo ulico, po kateri se še lahko peljemo z avtomobilom. In vsi ste v en glas odgovorili Piran. Ampak potem smo Piran izločili iz igre, ker je enostavno preveč ulic zaprtih za promet. In po diskvalifikaciji se je na prvo mesto uvrstila Izola. Simpatično istrsko mestece je meka slovenskih dnevnih izletov. No, ampak Izola poleg vsega, kar spada k morju, svojim obiskovalcem ponuja nekakšen mozaik ribiške tradicije, lepote arhitekture in pa zgodovine. V te ozke zgodovinske ulice pa naj bi z lahkoto zapeljal tudi Hyundaiev malček i10. No, pa kar opravimo preventivni test po uradnem standardu NB-AT. Some jeans and my boots, and then it's time to make that morning drive. Work all day till I'm totally beat. Get back home and fall right to sleep. Alarm goes off in the morning and the cycle's complete. Work, sleep, repeat. Ali veste, kaj imajo skupnega progasta cebrica, šestero škrgar, apaški losos, azijska koščenojezičnica, akadijski rdeči okun, totoaba in pa majhni mestni avtomobili? Vsi spadajo med ogrožene vrste. Mestni malčki postajajo vse bolj nišni, sploh v Sloveniji vse manj voznikov poseže po njih. So pa v takšnih uličicah takšni avtomobili zelo dobrodošli in pa smiselni. In dodaten smisel bo oziroma je že takšnim avtom vdahnil električni pogon. In samo še vprašanje časa je, kdaj se bo naslednik tega modela poslovil od bencina. No, smo pa pri tem avtomobilu cenili samodejni menjalnik, ker potem, tako kot pri električnem, odpade tisto nadležno spuščanje sklopke v mestni gneči. Pa čeprav samodejni menjalnik, v bistvu gre za robotiziran ročni, deluje nekako takole. Mi smo ga krstili za Cukavčka. Smo pa ta avto krstili tudi za Cukrčka. Zahvaljujoč nišnosti se namreč majhni modeli avtomobilov zdaj vse bolj zatekajo k domiselnim oblikovnim rešitvam. In lahko se strinjamo, da je oblika modela i10 nadvse prikupna in pa simpatična. Nas je danes pozdravila močna burja, a vseeno upamo, da ste skupaj z nami vdihnili ta svež morski zrak in uživali v tem prelepem mestecu. Izola je prava izbira za vse, ki si želite slovensko obalo doživeti bolj umirjeno in pa pristno. Poleg morskih dogodivščin in pa prikupnega mesteca vabijo tudi pohodne poti po okoliških hribih in pa razgledne točke oziroma izolske vište. Nam najljubša je Belvederska.
Ste že kdaj poskusili vstati iz športnega Porscheja ali pa igrati hokej pod vodo? No, če še niste, vam bo oboje demonstriral naš tokratni gost, ki pa ne rabi posebne predstavitve. Z nami je Dejan Vunjak. Dejan, živim, najprej hvala, da si prišel. Za začetek pa eno čist najbolj preprosto vprašanje. Kako si? Jaz sem odlično, hvala tebi za vabilo. Sem zelo vesel. Veš, da je to v bistvu moj prvi intervju, ko bova govorila tudi o avtomobilih. No, vse je prvič, ne? Vse je prvič in vesel sem, da je to s tabo. Potem nam pa za začetek povej, kakšen je tvoj avtomobilski oziroma kakšen je tvoj avtoportret? Sebi ocenjujem jaz sicer za dobrega voznika, zaradi tega, ker vseeno sem naredil kar nekaj kilometrov že, na leto jih naredim približno 60 000. Zdaj, če si dober voznik, to pomeni, da recimo ni bilo nikoli nobenih pik v kartoteki? Dobro, to so bile, veš, ker sem tudi vozniški izpit sem zgubil že. Evo. Zgubil sem ga, mislim, da je pol leta potem, ko sem bil mladi voznik. Zdaj sem rekel, da sem dober voznik, ampak zdaj vse, kar govorim naprej, kaže nasprotno. Ne, veš kaj je, vozil sem se iz enega nastopa, iz Koroške sem šel v Krško in so me na enem nastopu malo zadržali in sem na vsak način hotel dobiti noter ta čas. In sem tam nekje, v bistvu bila je ura 1 zvečer in sem šel skozi naselje 98. 98, skozi naselje. Ja, priznam. Pa vemo, zakaj si brez izpita ostal. Tako da zdaj veste, zakaj sem brez izpita. To je bila ena taka napaka, ki me je drago stala, pa tudi veliko sem se naučil od nje. Zdaj pa glede na to, da si rekel, da si zelo veliko v avtu, kaj recimo poslušaš, ko se kam pelješ? To te bo mogoče zdaj presenetilo, ampak največkrat poslušam nič. Ne, ker sicer bi rekla, da se mi zdi, da zdaj, recimo, ko si izdal novo pesem, da se to potem vrti, ko se pelješ kam. Ne, veš, to je pa druga stvar. Ko glasbenik izda, saj jaz bom govoril zdaj iz svojega vidika, ko glasbenik izda novo pesem, so vsi zelo navdušeni, pa jo zelo radi poslušajo, sam glasbenik je pa ponavadi ne more slišati kakšnih pol leta, ker jo je predtem slišal v studiu neštetokrat, ko jo je odpel, jo je mogel odpeti neštetokrat in potem, ko je snemal videospot, jo je mogel še neštetokrat slišati. Če pa slišim svojo pesem na radijski postaji, je pa to en tak res dober občutek. Rekel si, da veliko potuješ od točke A do B, si bil kje dlje? Ja, veš kako, od točke A do B sem mislil zdaj v teh čudnih naših časih. Včasih sem znal res iti širom Slovenije, povsod. Onkraj meja? Onkraj meja, tudi z avtom. Recimo v Frankfurt je bil en glasbeni sejem, pa nisem šel z letalom, tako kot večinoma grejo. Šel z avtom in brez glasbe? Jaz sem šel z avtom in sem šel 10 ur, sem se vozil tja in 10 ur sem se vozil nazaj in ko sem se vozil nazaj, sem po 10 urah šel še nastopat. Ampak za ene mogoče to napor, meni je bilo pa to, 10 ur sem se vozil, veš, kaj je to lepo. Ja, si nabral energijo, praviš. Sem nabral med tem energijo. Zdaj pa, kaj je te čudni časi, zdaj pa bolj ta, veš, točka A, točka B je trgovina domov, ne vem, bolj mogoče studio domov, vse na koncu domov. Ampak zdaj sem ugotovila, da v bistvu tvoje najljubše prevozno sredstvo je avto. Moje najljubše prevozno sredstvo je avto. A mogoče že voziš svoj sanjski avto, oziroma kateri bi bil sanjski? Veš kako, jaz ti bom tako rekel. Jaz sem, se sva tudi v salonu od Avtoslaka v Novem mestu. Oni so v bistvu moj glavni generalni sponzor, ki tudi skrbijo za to, da se jaz varno pripeljem na nastop in iz nastopa, in tudi vključno z njim tudi moji fantje. Ali pa da se pripeljem na intervjuje, tako kot danes. In oni so mi zdajle omogočili koliko časa pa sodelujemo, vse že zelo dolgo. Mislim, da 5 let sodelujemo in sem kar veliko avtomobilov dal skozi. Dal sem od raznih Škod Octavije, do Seat Leona, do Seat Ateke, do Škoda Karoka, Kodiaka, vse živo. Kjer pa mogoče tako za pikico izstopa, veš, pa kjer sem se mogoče malo razvadil, je pa Škoda Kodiak. Veš, malo višji sediš, ogromen je, se veš, jaz moram spraviti tudi kakšne prtljage gre dosti noter. Prtljage veliko noter, a veš, kitara pa harmonika pa vse to tudi nekaj placa zauzame, Vse je fajn imeti
Porscheja, jaz verjamem, zelo dober, ne. Sam, če se 5 ur v njemu voziš ali pa da greš do Frankfurta, Je pa že malo neudobno, 10 ur, najbrž. sicer verjetno s Porschejem glih ne prideš v 10 urah, prideš veliko hitreje, ne, ampak vseeno jaz mislim, da te na koncu, ko stopaš ven, pa moraš pa na koncu še najtežji del narediti, ko Se moraš malo manj poriniti. Mislim, da jaz z mojim kodijakom pridem lepo v stopom ven, pa se zmočiti, pa je to, veš. Veš, kaj me še zanima? A ima Dejan Vunjak kakšen tak hobi, za katerega mogoče mi ne vemo? Hobi, recimo, en izmed najbolj zanimivih, ki se je tudi vsak začudil, je bilo nekaj časa podvodni hokej. To je bil nek tak Podvodni hobi hokej. šport, podvodni hokej. Okay. A nam poveš kaj več? Ja, Kako? S čim? veš, Igrate kako je? podvodni Podvodni hokej? hokej obstaja v Sloveniji, mislim, da zdaj že 20 let. Jaz sem zgubil zaradi tega cheeseburger, ker sem se šel staviti, pa nisem verjel, pa sem šel na trening samo zato, da bi videl, ker sem res mislil, da bo moj bobnar, moj najboljši prijatelj Tilen Zakrajšek, kao, veš, tam pred vrati Tivoli, a pol je rekel, ma ne, se te hecam, se to ne obstaja, ne. Ampak je res. Ampak si ugotovil, da obstaja? Sem ugotovil, da Okej. obstaja, zgleda pa tako. Imaš kopalke, veš, Ja, kako naj ja. rečem, spido. Spido kopalke imaš plavutke, imaš tako rokavico, ki ima tukaj tako neko tako peno ali gumo za roko, ker to igraš po tleh, pod vodo, ne. Imaš šnorkelj, imaš masko in pol na vsaki strani je 6 igralcev, na sredini se začne pak, to je olimpijski bazen in potem 6 na 6 Potem štartaš. se potapljate In potem se sproti potapljamo, ker pač noben ne zdrži cel cajt pod vodo, ker ni želva, ne, ali pa riba. In potem je tukaj taktičnost, ne, pa ekipni duh, ne. Kdaj boš ti potrpel za to, da se bojo soigralci nadihali zraka, za to, da bojo pol skupaj lahko pritisnili, kdaj mogoče, ne vem, se zamenjati, se pogledati vmes gor, a veš, tam pa res nič ne moreš sam narediti. Pravi, rabiš že celo strategijo, da lahko Tam je igraš. pa res ogromna strategija, ne, a veš, kako s hitrostjo, s taktiko prešparaš čim več zraka, ker se veš, bolj hitro, ko boš plaval, hitreje boš tudi zgubil zrak, ker boš več energije vložil, ne, tako da ful zanimiva stvar. Poleti zelo rad kolesarem, po zimi načeloma tudi rad hodim na boks, tako da zaenkrat, Na boks? ja, tudi boksam. Ampak kako se pa tu pol kaj pozna, veš, recimo na tvojem obrazu, pa nastopi? Zaenkrat, če nisem šel v ring. Aha, okej. Ne. Se pravi, ko greš Jaz prvič? boksam, hodim na boks, ampak veš Okej. tako, da imam en proti drugemu sicer, da delamo te ponovitve, pa te izmike, pa tako naprej. Pa Da recimo obvladaš pa udarce za primer, da... Mislim, obvladati. Veš, kaj danes reče obvladati? Če pogledamo Tysona, pol ne obvladam. Ne? Pol sem, če pa pogledamo enega 5-letnika, ki je se začel z boksom ukvarjati, pol sem pa Pa profesionalc obvladaš, za njega. Ne? Pa z njim si upam iti v ring. Se pravi, ko boš šel prvič v ring, nas boš poklical, da Boš prišla posnamemo. posnet, Da ja? posnamemo. Avtoportret bo naredil eno izjemo in ne bo snimal avto, ampak bo snimal ring, ker ga zanima, kako bojo Vunjaka premlatili. To je prvič. Saj bomo najdeli enega primernega nasprotnika. Ja. Mogoče se javi naš glavni urednik, Luka. Ja, Luka? mogoče Luka, če bi prišel zraven. Mogoče, če bomo vlekli predolg talent vriju, bomo videli Kaj? tole zoprno plat. Ne, to nekaj se vam zdaj dobro v tvoji družbi, pa zelo težko Super. verjamem, da me bi ti sprovocirala do te mere, da Pa bi bil se zna slabe zgoditi. volje. Ne. Hvala, da si se oglasil, medva z Lukatom ti pa želiva čim več nastopov in pa v čim krajšem času. Hvala tebi in Luku za povabilo, da sem lahko prišel predstaviti svojo novo pesem Jutri bom k tebi odšel. Pa hvala, da sem lahko tudi malo poklepetal s tabo o avtomobilih in vsem. Tako da upam, da me boste še sprejela. Dve novosti na slovenskih cestah, obe izjemno pomembni, saj obe, vsaka na svoj način, kažeta v prihodnost. Če ste imeli nekaj sreče, ste ga na slovenskih cestah že uspeli videti v živo. No, popolnoma prepričani pa smo, da poznate Volkswagenov model Tiguan. In da bi si lažje predstavljali, lahko rečemo, da je ID.4 v bistvu Tiguanov električni bratranec. ID.4 je Tiguanu podoben le po merah. Po tehniki precej manj. Žene ga namreč le elektrika, ta pa prinaša povsem drugačno zasnovo.
Notranjost je zelo minimalistična, prečiščena. Zanimiv pa je predvsem tale digitalni zaslon pred voznikom, ki se premika skupaj z volanskim obročem. Vozilo se zažene takoj, ko voznikov sedež začuti našo zadnjo plat in pritisnemo na stopalko zavore. Želeno smer vožnje pa potem izberemo s temle vrtljivim gumbom, ki je že na prvi vtis zelo priročen. No in že po prvi vožnji nam je zelo všeč nadgrajena virtualna resničnost, ki jo ID.4 projicira v vetrobransko steklo. S puščicami in pa črticami recimo nakazuje napotke navigacije ali pa opozarja na razdaljo do vozila pred nami. Baterije modela ID.4 se nahajajo po celotnem dnu avtomobila, zaradi česar izgubimo tudi nekaj prostora na dnu prtljažnika. Potniki na zadnji klopi pa sedijo nekoliko višje. Na voljo imamo dve različni velikosti baterije. Z manjšo, ki ima kapaciteto 52 kWh, lahko dosežemo do 340, z večjo, ki ima kapaciteto 77 kWh, pa tudi do 522 km z enim samim polnjenjem. V osnovnih različicah imamo pogon na zadnji kolesni par, na voljo pa je tudi električni štirikolesni pogon. Cena s trenutno subvencijo se za različico z manjšo baterijo začne pri dobrih 32 tisoč evrih. Če želite različico z večjo baterijo, pa boste morali odšteti slabih 39 tisočakov. No, za konec pa še ena posebnost. Kljuke so takole zelo lično skrite, vrata pa odpremo z električnim stikalom na notranji strani. No, ampak brez skrbi, v primeru nesreče lahko vrata odpremo tudi mehansko. Potrebno je le nekaj sile, da privzdignemo kljuko. Tako, za vsak slučaj. Vas zanima, kako bodo recimo čez 10 let videti Clio, Golf, Octavia, Focus, Ceed in podobni? Z vsako novo generacijo razreda S avtomobilizem znova poleti na Luno. In to pomeni, da desetletja razvoja tehnologij prav s tem modelom postanejo resničnost, pridejo v serijsko proizvodnjo. Ampak seveda, razred S je avto za redke srečneže. Njegova naloga ni vrhunskih tehnologij ponuditi širokim množicam. To je naloga prej omenjenih modelov. Pravijo torej, da je razred S avtomobilski pionir. No, pravijo pa tudi, da je to edini Mercedes, kjer se je bolje kot za volanom voziti tukaj zadaj. Ja, res je zelo udobno. No, medtem ko jaz tukaj eno oddremam, pa si vi oglejte, katere so 3 najpomembnejše novosti tega avtomobila. In verjemite, zelo težko jih je bilo izbrati. Prvič, žarometi. Novi digitalni žarometi so že videti futuristično, prav tako futuristična pa je tudi njihova tehnologija. So namreč 100-krat bolj natančni kot prej. Cesto in okolico osvetljujejo z 2x3 cm velikimi piksli, s pomočjo navigacije dvigajo snop pred sponom in na cesto po potrebi projicirajo simbole opozoril. Tako natančni so, da bi lahko na cesto projicirali celo film. No, zaenkrat še črno-bel film. Drugič, luksuzna potniška kabina je odslej popolnoma digitalna. Zaslone na dotik je kar težko prešteti. Praktično vsi sistemi so posodobljeni, dodane pa so številne funkcije, tudi 3D prikaz. Izboljšan je asistent, ki postaja vse bolj podoben tistim iz mobilnih telefonov. Avto bo lahko povezan z našim domom in vedel bo, če smo doma pustili prižgan likalnik ali pozabili odmakniti kavo. No, posebna kamera pred voznikom pa bo odslej nadzorovala tudi naše oči. Torej, preprečevala bo zapiranje oči in tako dremanje med vožnjo. In tretjič, razred S je tudi tokrat nekoliko pred svojim časom. Njegova tehnika namreč že omogoča 3. stopnjo avtonomne vožnje, kar pomeni, da lahko recimo na avtocesti med vožnjo že gledamo film. No, ali pa samodejno vožnjo v parkirnih garažah, kar brez voznika.
A na takšne funkcije bo v praksi potrebno še nekoliko počakati. Konkretno, avtonomne vožnje države z redkimi izjemami za zdaj še ne dovoljujejo. Pri samodejnem parkiranju pa bo morala sodelovati tudi pametna infrastruktura v garaži. Kaj torej dodati? Ponovno gre za preplet klasike, udobja in vrhunske tehnologije. In čeprav bi morda kakšno stvar spremenili, morda obrnili po svoje, nam lahko takole že po prvem vtisu zaupate, da gre ponovno za avto, ki mu bo potrebno slediti. Letošnja avtošportna sezona se je začela v velikem slogu. Najprej smo se podali na reli svetovnega prvenstva na Hrvaško, nato pa smo v Tolminu spremljali prvo gorsko dirko. Obe prizorišči je obiskal Nejc. Avtosportret. V naši ekipi smo si datum 22. do 25. april zabeležili že par mesecev nazaj, ko smo prejeli odlično novico, da reli za svetovno prvenstvo prihaja v našo neposredno bližino na Hrvaško. Do zadnjega dneva nismo bili prepričani, kakšni bodo ukrepi za prehod meje, a se je le šlo in tako smo se odpravili na avtoportretov prvi VRC reli. Vodilno prvenstvo po prvih dveh dirkah Calero Vampera je prvi krenil na prvi HP v petek zjutraj, ker se je kljub ukrepom zbralo kar veliko navijačev, a samo po nekaj kilometrih je bilo poti za njega konec. Presenil je oprijem asfaltne podlage in Toyota je zletela s ceste. Na istem ovinku je moment imel tudi Sebastian Ogier, a se je uspel rešiti le s preluknjeno gumo. Po petkovem delu so bili Neuville, Ogier in Evans na vrhu z zelo majhnimi razlikami. Od Tanak na 4. in Craig na 5. mestu pa imata po prvem dnevu kar veliko zaostanka. Dobro je začel Adrien Fourmont s prvim nastopom v elitnem razredu. S Fordom je pristal na 6. mestu. V soboto se je ob cestah zbralo še več navijačev kot dan prej. Neuville drugi dan ni šlo najbolje, izgubil je vodstvo in za vodilnim Ogierjem zaostajal že 20 sekund. A je še ena prebita guma Francoza najboljšo trojico spet približala skupaj. Nedeljski del je najboljše začel Elfyn Evans. Pomagal mu je tudi Ogier sam, ki je na cesti med 17. in 18. brzincem spregledal voznika v desnem ogledalu in napravil nesrečo. Pred zadnji 19. HP pa je bil zaradi prevračanja na streho Nikolaja Grazina odpovedan. Pred zadnjo hitrostno preizkušnjo je najboljše 3 Evansa, Ogierja in Neuvilla ločilo samo 8 sekund, kar je napovedovalo zelo tesen boj. Belgijska posadka je na enem od križišč zgrešila ovinek, zato je bilo 3. mesto na dirki največ, kar je lahko dosegla. Ogier je na Power Stageu naredil vse, kar je lahko in postavil najboljši čas, 3 sekunde pred Brinom. Vse je padlo na Evansa, ki bi lahko dosegel svojo 4. zmago z dobrim brzincem. A ravno na zadnjem ovinku je naredil napako, šel preširoko na travo in za samo 60 sekunde zmago predal Ogierju. Evans je tako po Argentini 2017 znova potegnil kratko, ko je tudi tam za zmagovalcem zaostal manj kot sekundo. Zaradi bližine pa je rally imel tudi slovenski priokus. 4 posadke so štartale v Zagrebu in prav vse so prišle do cilja v Kumrovcu. Darko Peljhan je ob svoji 30. obletnici dirkanja prvič nastopil z R5 dirkalnikom in bil s 30. mestom skupno najboljši Slovenec. Po petkovih težavah je Aljoša Novak dosegel 32. mesto. Grega Premrl z novim starim sovoznikom Gregorjem Brešerjem 36. mesto in Primož Brazda 43. mesto. Na dirke je sodelovalo tudi veliko slovenskih funkcionarjev, ki so pomagali pri izvedbi tega svetovnega spektakla, za katerega upamo, da ga bomo videli tudi naslednje leto. Sezona 2021 v gorsko-hitrostnih dirkah se je začela s popolnoma novo preizkušnjo na slovenskih tleh, GHD Tolmin. 4,9 km proga se zaradi svoje ožine in strmine v primerjavi z ostalimi dirkami kar razlikuje. Vremenska napoved za 2. maj ni bila obetavna, a to nas ni ustavilo. In že smo bili v Volčah, kjer je bil štart dirke. Na prvem treningu je izgledalo, da bo šlo po starem. Mila Bubnič je postavil prvi najboljši čas proge, ki pa je bil vse prej kot reprezentativen zaradi dežja. Matic Kogel in Janko Čebron sta se z Mitsubishijem Lancer Evo 9 Bubniču približala na 3 sekunde. A že na drugem treningu smo videli, da ne bo tako preprosto za lanskega prvaka. Ozka proga in razmere so dale priložnost tudi manj močnim dirkalnikom. Janko Čebron je izboljšal Bubničev čas z prvega treninga,
in ga na drugem premagal za dobro sekundo. Pogaj je bil tokrat tretji. Treningi pa seveda naštejejo h končnim rezultatom, zato je bilo na dirki pričakovati manj taktiziranja in posledično več nesreč, ki jih v resnici nismo videli veliko. Dežja pa kar ni in ni bilo konec. V prvi vožnji se je kmalu po štartu zgodba zaključila za Igorja Žbogarja v Peugeotu 207, ki je zdrsnil v bankino na desni strani in poškodoval dirkalnik. Janko Čebron je prvo vožnjo dobil za 2 sekundi pred Pogajem, Prek na 3. mestu in Bubnič na 4. Odločilna druga vožnja pa je poskrbela za preobrat. Bubniča so zaustavile tehnične težave s polsovino, zaradi katerih je padel na skupno 8. mesto. A na težave je naletel tudi Janko Čebron, katerega je izdal turbopolnilnik. Na koncu je ostal brez točk. Prvo zmago v karieri je tako slavil Matic Kogej, ki je bil tekom dneva zelo zanesljiv. Dobrih 6 sekund za njim je dirko na drugem mestu končal Aleš Prek. Na najnižjo stopničko pa se je uvrstil Avstrijec Andre Virčar, ki pa našteje za točkovanje državnega prvenstva, zato ga je v tej razvrstitvi zamenjal Matevž Čuden. V diviziji 1 je Domen Svet z Renaultom Cliom Rally 5 dosegel prvo zmago v tej diviziji, a razlika do MG-ja Luke Brusa ni bila tako velika. V drugi diviziji je slavil Aleš Prek, na stopničkah sta se mu pridružila Matevž Čuden in Alojz Udovč. Tretje divizije oziroma formul in prototipov v Tolminu ni bilo, je pa bila zelo številčna divizija 4 s pokalnimi twingi. Miha Fabjan je zmagal prvič pred Dejanom Kroflom in Blažem Cimermančičem. Med starodobniki v diviziji 5 pa je bil v obeh vožnjah s kar dobro prednostjo najhitrejši Matjaž Korošec. Domen Popek in Andrej Vidmar sta končala na 2. in 3. mestu. Naslednja dirka bo prav nasprotje Tolmina. Selimo se namreč na drug konec Slovenije, na Gorjance 20. junija, kjer bomo prvič v tej sezoni videli tudi hitre prototipe in formule. No, upamo, da bo vsaj vreme boljše.